Danes bomo govorili o svetlobi. Svetloba je poleg zvoka stvar, ki nam omogoča v življenju komunikacijo. Kaj sploh svetloba je? Svetloba je del elektromagnetnega valovanja. Kaj to pomeni? Najprej raziščimo, kaj pomeni beseda valovanje. Gotovo smo že vsi slišali za valovanje na vodni gladini. Če si ga pogledamo, kako to izgleda. Zaprav, če mi kanemo na mirujočo vodo kapljico vode, se bo po vodi začelo širiti val. Če pogledamo to še iz strani, se v bistvu širijo hribčki in doline. In en val je razdalja od enega hriba do drugega hriba. Če izmerimo to razdaljo, je to valovna dolžina in nima vsako valovanje enako valovno dolžino. Če spremenimo frekvenco kapljanja vode, zelo hitro ugotovimo, da bodo nastali manjši valovi, več manjših valov, in to pomeni, da se bo valovna dolžina zmanjšala. Če pa bi kapljali bolj poredko, se pravi, da je frekvenca izvira manjša, potem se pa vali zelo podaljšajo in so te črte med seboj, te valovne črte, zelo oddaljene. Enako velja tudi pri zvoku. Tudi zvok je namreč valovanje. Tukaj imamo zdaj predstavljen zrak. Vsi delci nihajo, ampak nihajo zelo neurejeno. Če pa mi začnemo oddajati zvok, se bojo ti delci počasi prerazporedili, tako vidimo, kako nastanejo te valovne črte, in razdalja med dvema tema črtama predstavlja pač valovno dolžino potem zvoka in je različna glede na frekvenco, ki jo nekaj telo oddaja. Zopet, če je višja frekvenca, potem so te črte bolj skupaj in naše oko to zaznava. Podobno je tudi pri svetlobi. Tudi svetloba se širi kot valovanje v vse smeri. Širi se pa naravnost, v bistvu imamo take valovne žarke lahko tudi. In zdaj različne valovne dolžine imajo, različne barve svetlobe imajo različno valovno dolžino. Nekako najdaljši valovi so pri rdeči svetlobi, razdalje med črtami so najdaljše. Se vidimo, da na celem zaslonu je samo 1, 2, če ustavimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 črt. Medtem ko, če zamenjamo, damo recimo zeleno barvo, zelena barva ima že manjšo valovno dolžino. Poglejmo, koliko črt je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 črt, že se prav dosti več in je razdalja med njimi manjša. Če imamo pa vijolično barvo, ki ima najkrajšo valovno dolžino, takole, tukaj bomo pa videli, da se nabere še več črt, so te črte še gostejše. Torej, svetloba je valovanje in zato tudi zanj veljajo valovni pojavi, ki jih bomo kasneje omenili. Je pa to del elektromagnetnega valovanja. Zdaj, kaj pomeni elektromagnetno valovanje? Elektromagnetno valovanje se pojavi okoli gibljivih, nabitih, električno nabitih delcev, recimo elektronov. Elektromagnetno valovanje ima več spektrov. Imamo takšno zelo veliko valovno dolžino. Valovna dolžina enega vala je več kot hiša, več kot nogometno igrišče, lahko gre v kilometre, To oddajajo antene različne in temu rečemo radijski valovi. Za radijske valove načeloma hiša ni težava, ker je val daljši, zato mi slišimo radio tudi znotraj nekega naselja. Ne slišimo ga pa v tunelu, ker je gora pač prevelika in do tja valovi ne pridejo. Potem je del elektromagnetnega valovanja so tudi mikrovalovi. Mikrovalove uporabljamo za segrevanje.
razne hrane. Infrardeča svetloba. Infrardeča svetloba je svetloba, ki jo še ne vidimo, jo pa že čutimo kot toploto. Recimo primer infrardeče svetlobe, kako vidimo. Infrardeča svetloba vidimo tople stvari. Tukaj je recimo en dimnik, ki daje toploto in mi točno vidimo, kje so toplejše stvari. Tam, kjer je več rdeče obarvanih, tam je višja temperatura, ali pa recimo, če bi kužka, ki je prav tako toplo telo, gledali čez IR spekter z infrardečo svetlobo, recimo po noči, bi ga videli takole. Tako vidijo tudi kače, zato se pred kačem nima smisla skrivati. No, pri infrardeči svetlobi, pri elektromagnetnem spektru, imamo potem vidno svetlobo, to je ta svetloba, ki jo mi vidimo. To je svetloba od 400 do 700 nanometrov. To je vidna svetloba, se pravi radijski, mikrovalovi, infrardeča in potem je vidna svetloba. Ta delček mi opazimo. Sledi ultravijolična svetloba. UV svetloba na nekem mestu mi rabimo, to UV svetloba oddaja sonce. In je za nas koristna, ampak če je v prevelikih količinah, nam pa škodi. Se pravi, nekaj izpostavljenosti je dobro, nam pomaga pri absorpciji vitamina D, medtem ko če je preveč, ni dobro. Posebej škodljiva je UV svetloba za oči, zato moramo paziti, da če nočemo sončna očala, da imamo gor 100% UV zaščito. Ker sicer se lahko zgodi, da mi v oči dobimo preveč UV svetlobe. Ultravijolična svetloba se uporablja recimo za razkuževanje, zato so inkubatorčki in operacijske sobe osvetljene z UV svetlobo. Dojenčki v inkubatorčki pa imajo oči pokrite, ravno zato, da jim UV svetloba ne bi naredila na očeh kakšno napako. V elektromagnetni spekter spadajo še žarki X, pa gama žarki, to so pač pojavljajo pri radioaktivnih razpadih. Žarki X jim pa rečemo tudi rentgenski žarki in jih uporabljamo za slikanje.